Pozdravljeni! Prišel je čas za prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Katarja. Poglejmo si skupaj tehnične zanimivosti in kaj lahko pričakujemo od nadaljevanja dirkaškega vikenda. Preden se spustimo v tehnične zanimivosti ter novosti, bomo nekaj minut posvetili tudi odločitvi komisarjev FIA glede ugovora tovarniške ekipe Mercedes. Obnova. Pri Mercedesu so dobili posnetke, ki so incident v 48. krogu velike nagrade Sao Paula po njihovem mnenju prikazali v čisto drugačni luči. Zato so naslovili na komisarje prošnjo, ali bi lahko spremenili svoje mnenje in začeli preiskavo. Naj vas spomnim, sredi same dirke za veliko nagrado Sao Paula je bilo jasno na ekranu vidno, da komisarji so zapazili incident, ampak o njem niso odločali. Sprožen ni bil tisti glavni postopek, kjer bi preučili, kaj se je pravzaprav zgodilo. In sedaj so pri Mercedesu vložili neke vrste protest na osnovi tistih posnetkov kamere iz bolida Maxa Verstappena, ki ni kazala, kaj se je dogajalo za bolidom, temveč je kazala, kar se je dogajalo pred samim bolidom. A da v Formuli 1 komisarji nekako spremenijo svojo odločitev, morajo dokazi izpolnjevati 4 pogoje. In prvi pogoj je ta, da je dokaz nekaj novega. In v tem primeru posnetek, ki smo ga videli, je bil nov. Nismo ga videli v samem televizijskem prenosu, kajti režiser se je odločil kazati dostopen posnetek iz zadnjega zornega kota. Na to mora biti posnetek nedosegljiv v času samega odločanja. In res, posnetek je postal dosegljiv šele po sami dirki, ukolikor bi komisarji sprožili preiskavo, bi lahko o tem odločali po končani dirki za veliko nagrado Sao Paula. Tudi drugi pogoj je bil s tem izpolnjen. Tretji pogoj je, da je nov dokaz relevanten. Namreč njegova vsebina mora biti taka, da bi lahko spremenila samo odločitev. In tudi tu posnetek iz kamere bolida je ponavadi tako močan dokaz, da bi lahko svojo vsebino spremenila pogled komisarjev na določeno zadevo. In ostane nam še tisti zadnji pogoj, katerega mora izpolnjevati nov dokaz, da bi komisarji pravzaprav začeli preiskavo. Dokaz mora biti tako pomemben, da njegova vsebina bi spremenila odločanje. Na prvi pogled smo izjemno blizu tistemu, kar nekako nakazuje tretja točka, a gre po mnenju strokovnjakov FIA za dve čisto ločeni kategoriji. In tu so komisarji pač rekli, da zadnjega pogoja ta nov posnetek ne izpolnjuje. Zato svoje odločitve ne bodo spremenili in seveda zadeva je zaključena, ni nadaljne preiskave. Sam sem pregledal poročilo dolgo 4 strani in povem vam, da sem se prijel za glavo, ko sem v tekstu začel prebirati neke vzporednice med odločanjem v nogometu in v Formuli 1. Treba je priznati nekaj. Med vsemi slabimi rešitvami je bila ta, ki smo jo videli sedaj tu na začetku vikenda posvečenega veliki nagradi Katarja, po mojem mnenju še najmanj slaba.
treba je pripomniti, da najbolje bi bilo to, da bi komisarji na sami dirki začeli preiskavo in na koncu ugotovili, karkoli so pač imeli za ugotoviti. To, kar smo videli tu, je bilo samo neke vrste reševanja. In če se spomnite naših prejšnjih prispevkov, sem tudi poudaril, da sam ne verjamem, da bomo videli kakšno spremembo. A vseeno, vrnimo se k veliki nagradi Katarja in zanimivostim, tem novostim, ki so jih ekipe prikazale tu. Po dolgem času zopet fotografi v pitlejnu in imeli smo kaj videti. Lepe, jasne posnetke, naprimer zgornjega roba ravnega dna Ferrarija SF21. Na posnetkih ne zasledimo nobene novosti, ampak po dolgem času lahko uživamo tudi v tako kvalitetnih slikah, tistih podrobnostih, ki marsikaterega navdušenca zanimajo. In drugi posnetek, ki se mi je zdel zanimiv, je tisti posnetek zgornjega vstopnika pri Ferrariju SF21, kjer lahko od blizu občudujemo, kako je reža razdeljena na razne prekate. Samo iz enega prekata dobiva motor z notranjim izgorevanjem zrak. Druge tri reže so pa namenjene hlajenju raznih pomožnih elementov pogonskega sklopa. Torej, če malce poenostavim in seveda tudi pretiravam, bi lahko rekli, da pogonski sklop bolida Formule 1 je vodno ter zračno hlajen element. A pojdimo k četrti sliki, ki je vezana na skuderijo Ferrari in je po mojem mnenju izjemno zanimiva. Zadnji aerodinamični stabilizator. In ukolikor smo natančni tudi tu, ne vidimo nobene novosti. A kaj je tu tako zanimivega? Poglejte kontrastne pike. Videli boste, da pravzaprav niso poravnane. A prav tu lahko vidimo, da na zadnjem stabilizatorju Ferrarija SF21 imajo profila, ki sta različnega izvora. In kot zanimivost, dve enkratni fotografiji, kjer lahko primerjamo volan pri že tolikokrat citiranem Ferrariju SF21 in tistega iz McLarena MCL 35M. Zanimivo je videti, kako voznik in ekipa drugače razporedita vsa tista pomembna stikala, čeprav si lahko domišljamo malce poenostavljeno, da vsak bolid Formule 1 pravzaprav ima enake funkcije, ki jih upravljajo razna stikala na volanu. Le postavljene so v čistem drugačnem zaporedju. A sedaj boste dejali, kaj je pa novega pri Ferrariju, ukoliko sem ga tolikokrat omenjal v tem delu? Zanimivost, ki je vredna ogleda. Že na prejšnji dirki je bilo mogoče opaziti nekaj zanimivega, ampak tu smo dobili potrditev. Na prednjih obesah lahko vidimo tam na pestu, da so pri Ferrariju izbrali asimetrično nastavitev. Namreč, košare zavornega sistema so različne. Tokrat v Katarju so obrnili elementa, ki smo ju videli na prejšnji dirki, praktično v obratnem vrstnem redu. Zdaj je košara, ki je bila na levi strani, šla na desno in seveda obrat. Gre za to, da na sami progi lahko tako dosežejo idealno temperaturo pri zavornih diskih ter ploščicah. A govorili smo že o tem, da pri Ferrariju preizkušajo novo generacijo zavornih diskov proizvajalca Brembo. In mogoče je ta stvar tudi malček povezana. Če sem toliko govoril o Ferrariju, je prav, da omenim še malenkost, ki je bila videna pri tovarniški ekipi Mercedesa. Tu smo lahko opazili, kako so
naredili izrez tam na ravnem dnu, tik pred zadnjim kolesom. In to nam kaže nekako tako, da so začeli gledati na ta zračni tok, ki gre med pogробom pogonskega sklopa in kolesom, ter tako skušajo v bistvu izboljšati pretok zraka, zmanjšati zračni upor ter doseči višjo končno hitrost. Preden se spustimo na sama predvidevanja glede kvalifikacij, je zanimivost, ki smo jo videli na samem prostem treningu. Možni profil na Red Bullu RB16B je nihal, ko je bil sistem DRS odprt. In to, gledano na televizijskem zaslonu, je izgledalo vse prej kot varno. Pri ekipi Red Bull so takoj razstavili del in ga skušali nekako z silo prirediti tako, da so te vibracije izginile. Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju, kajti mnogi bolidi so imeli težave. Predvsem zaradi izjemno grobih robnikov so vibracije povzročile razpoke predvsem na prednjih stabilizatorjih. A možno je zaradi grobih udarcev, da se je kaj premaknilo tudi na tistem sistemu, ki upravlja pomožni profil na zadnjem stabilizatorju. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na sami dirki. Zavedati se moramo dejstva. Gledali bomo nočno dirko na arabskem polotoku. To pomeni, da rezultati prvega prostega treninga sploh niso mirodajni. Temperature ter druge razmere na sami progi niso bile enake tistemu, kar bomo videli na kvalifikacijah in na dirki. Zato je prav, da se ozremo bolj na drugi prosti trening, ki nam je pa pokazal dobro znano sliko. Videli smo dvoboj Mercedesa in Red Bulla. Seveda ni znana količina goriva v samih rezervoarjih, ampak Max je bil tam med obema voznikoma tovarniške ekipe Mercedes s prijetnim presenečenjem. Pierre Gasly se je nekako uriril med velike. Čeprav zopet bi lahko pripomnil, da cenim Gaslyja, vidi se na vsaki dirki, na vsakih kvalifikacijah njegov talent, ampak še zdaleč ne smatram, da bi bil on v resnici na kvalifikacijah tako hiter, kot smo videli na samem drugem prostem treningu. Ponavadi je najboljši izmed preostalih, ampak eden izmed najboljših zaenkrat še ni. In tu ne mislimo o kvalitetah samega voznika, temveč o kombinaciji voznika in bolida. Pri ostalih smo videli izjemno dobro formo pri skuderiji Ferrari, ampak če smo pravzaprav iskreni, od 1. do 14. samo sekunda. In to pomeni, da na samih kvalifikacijah nas lahko marsikaj preseneti, čeprav borba za prvi dve vrsti mislim, da je nekako oddana. Treba je poudariti še nekaj. Valtteri Bottas po mojem občutku dirka zase. Sergio Perez pomaga Maxu Verstappenu in to bi znalo biti tudi eden izmed odločilnih trenutkov. Namreč Valtteri je bil izjemno hiter, je motiviran in ni nujno, da bo zlahka spustil predse Lewisa Hamiltona. A o tem bomo govorili bolj v zadnjem briefingu, ko bomo malce že vedeli, kakšen bo štartni razpored. Zanimivo je bilo tudi, kako so izbrali vozniki pneumatike na prvem in drugem prostem treningu, kjer lahko slutimo, da na drugem delu kvalifikacij jih bomo videli precej s tisto pneumatiko z rumenim napisom. Vsaj tak je moj občutek. Na kvalifikacijah bodimo pozorni na pneumatike z rdečim napisom, katere so pokazale predvsem v zadnjem sektorju, da so izjemno rade popustile.
Seveda, bolj podrobno se bomo pogovorili o tem v zadnjem briefingu, kjer bo na voljo dovolj podatkov za takšno ali drugačno razglabljanje. Za enkrat za prispevek pred kvalifikacijami je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.